Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z mano gospod Smiljan Mehicar, predsednik četrtnega sveta četrtne skupnosti Črnuče. Zelo vesela, da se je ponovno odzval. Hvala. Pa gremo kar vprašanje. Se pravi, zanima me, kakšna je vaša ocena povezave med vašo lokalno skupnostjo pa vašim četrtnim svetom, recimo v preteklem mandatu? Glede na izkušnje, da je to zdaj že moj drugi mandat, skratka nekje po 8 letih, pa prejšnjih še 4, skratka nekje po 12 letih, lahko trdim, da je zavedanje lokalne skupnosti, pa predvsem ljudi v nekem mikrookolju o tem, da neka lokalna skupnost na takem nivoju sploh obstaja, zelo nizko. Skratka, obrnejo se kvečjemu na nas takrat, ko doživijo osebno neke težave, a so to vezane na komunalo, so vezane na promet, so vezane na neporezano ograjo, skratka soseda ali na neko dejanje soseda, šele takrat v bistvu samo zaznajo ali pa nekje iščejo v neki lokalni samoupravi ali skratka na tem nivoju nas ali pa kontakt z nami. Izboljšanje je možno samo v enem primeru. To pomeni, da četrtna skupnost kot neka tudi pravna oblika, ki dejansko obstaja, dobi izvršilno moč. To pomeni, da ima neko moč izvajanja in izvršitve kakršnihkoli dejanj, ki jih ljudje na lokalnem nivoju potrebujejo. Seveda, potencialno to pomeni, da rabi za to tudi finančna sredstva in predvsem tudi dejansko kot neko pravno podlago, da lahko potem postopke javnih naročil ali skratka izbora ali pa izvršitve tudi sama izvrši, ker na tak način potem lahko lokalna skupnost odreagira, se loti in takoj reši neko zadevo in potem tudi nekje ljudje dobijo občutek, da nekdo obstaja. Ker če je na koncu ali pa nekje na vrhu te piramide samo župan ali pa skratka neka mestna oblast, je ta pot dolga, v končni fazi teh idej, predlogov, interesov je, kako pravim, milijavžan, in se enostavno v teh prioritetah posamezniki ali pa posamezne četrtne skupnosti posebej izgubijo. Kakšna je pa potem povezava med vašo konkretno četrtno oziroma vašim četrtnim svetom pa med mestno občino? Verjetno pač formalno je znano, kako te stvari potekajo, kako so zastavljene. Obstoječi župan celo trdi, da obstaja ta tako imenovana participacija. V realnosti pa na žalost je tega bolj malo. So sicer izraženi, neka koordinacija na nivoju predsednikov četrtnih skupnosti obstaja, tudi znotraj tega se oblikujejo neke prioritetne naloge ali pa skratka neki projekti, ki bi naj bili tisti, ki so ključni, ampak na žalost to ponavadi ostaja pri nekem seznamu želja, izvedba ali pa nekje realizacija tega je zelo odvisna od potrebe dejansko ali pa želja župana, ne pa ljudi ali pa četrtne. Predvsem pa je težava v tem, ker pri večini nekih nalog naletimo na neodzivnost določenih organov mestne uprave, ki jih ne morejo, ne znajo, kakorkoli ne uspejo realizirati. Na koncu pa je itak veliko izgovorov leti na to, da so problematike ali težave pa povezane še z višjo ravnjo, skratka, da so nekaj težav. Če govorimo o infrastrukturi, prometu, ponavadi vedno naletimo, to pa je nekje na državnem nivoju. Celo četrtne skupnosti, ki so na obrobju, imamo večino stvari povezanih z tako imenovano državnim nivojem. In tam se pa stvari takoj nehajo, oziroma so ponavadi podvržene nekemu ping-pongu, kjer pa na žalost vedno se stvari potem samo odlagajo in se ne rešijo. Smiselno vprašanje, kako bi izgledalo, če bi bili četrtnih svetov, županov, občinski svet, to je moje neko imaginarno vprašanje iz mojega
lastne izkušnje? Ja, vsekakor bi bila verjetno neka izvršna ali pa izvršilna moč bistveno večja. Seveda v predpostavki, da tudi mestni svet ima neko aktivno vlogo pri odločanju. To pomeni, da zdaj bi se verjetno potem prvič seveda potrebno do neke mere spremeniti statut oziroma poslovnik mestnega sveta, kamor bi potem uvrstili tudi predsednike četrtne skupnosti, ki bi mogoče lahko bolj neposredno vplivali na izvajanje. Ker zdaj v bistvu sicer po obstoječi pravni podlagi imajo možnost podajanja predlogov mnenj, ampak sami vemo, da to veliko ne pomaga pri sami izvršitvi, ne? Da pa je neko sodelovanje pri izvrševanju neposrednem, ne, skratka pri tako imenovanem glasovanju proračuna, razdelitvi proračuna, in če bi tam imeli neko glasovalno pravico, verjetno bistveno večja, kot je pa zdaj v obstoječi. Gledala sem zakon, ki sem se udeleževala zdaj v občini Ig, kot članica vašega sveta, pa piše, da župan lahko kot posebno svetovalno telo skliče predsednike vašega sveta, čeprav mislim, da to bolj redko naredi. To mogoče vsak komentar. Nisem pa slišala že, da je več vaših kolegov v mestnem svetu. Ja, nažalost, zdaj se tudi njih kaj bistveno to ne pozna, nažalost. Je pa res, kako pravite, ne, ta posvetovalna vloga sicer se do neke mere izvaja, ne, ampak nažalost ostane samo pri tej posvetovalni vlogi, ne, medtem ko pa pri odločevanju pa nažalost je zadeva bolj šibka. Imate na vašem četrtnem svetu, da še podali za pobude? Ja, moram povedati, da se je vsaj v naši četrti ta postopek teh pobud zelo prijel, ker imamo tudi lastno spletno stran, kjer imamo prav sam direktno nekje tudi v bistvu možnost podajanja teh pobud, ki so potem vezane na ta občinski portal pobud, in tudi zahvala gre našim sodelavkam lokalne samouprave, ki tudi ljudi spodbujajo in pomagajo, da pri tem postopku sodelujejo, in potem tudi od posameznih teh spraševalcev, skratka organov, kamor grejo te pobude, te odgovore na nek način tudi malo jih spodbujajo, da jih čim prej dobimo. In moram povedati, da ta zadeva živi, ne, vsaj v tem postopkovnem smislu, medtem ko pa v vsebinskem, kar se tiče odgovorov, bi pa lahko včasih uvrstili v rubriko Saj mi res pa je. Še zadnje vprašanje je morda kaj, kar bi želeli sporočiti mogoče svojim sokrajanom ali pa kakšnim splošnim gledalcem iz vaših izkušnje? Prvo sporočilo je to, da o dejanski kakovosti življenja v nekem mikrookolju, zato smo odgovorni sami. Skratka, želim bi sporočiti vsem krajanom, da so proaktivni, da sodelujejo v dejavnostih, ki jih na eni strani že organizirajo društva, skratka njihovi sosedje, in da se tudi sami vključujejo v to življenje in delovanje, kajti le povezani in aktivni bomo lahko tudi lažje reševali vse nastale težave. Prav tako ta povezanost ali pa predvsem kompromis pri reševanju nam lahko pomeni prednost pri nekih prioritetnih nalogah, kajti postavitev grbine na cesti ali pa skratka nekega prometnega vprašanja ali pa tudi večjih stvari so v prvi meri povezane s tem, da morajo ljudje s tem soglašati, da morajo to podpreti tako ali drugače s predpisi ali soglasi, kajti brez tega se ne morejo reševati nobene nastale težave, ali so to parkirne površine okrog javnih, skratka okrog blokov, okrog hiš,
ki niso rešene, ali so to problematika ovir na cesti. Skratka, delovanje in predvsem sodelovanje je ključnega pomena na lokalni ravni in lahko samo od spodaj navzgor pride do rešitve, kajti župan ali pa mestni svet je le zadnja inštanca, ki pa nažalost v tisočerih interesih, ki vladajo v celotnem mestu, ponavadi pridejo do veljave le, če je sodelovanje ali pa neka enotnost na lokalni ravni. Tukaj ne mislim po principih civilnih iniciativ in nekega izkazovanja upora, ampak predvsem v kompromisu in dobronamernem principu sodelovanja. Namenjam besedo, vaše mnenje. Zahvaljujem se sodelovanje in hvala vam za pogled. Pa se vidimo v naslednjem. Srečno.